tale odpadni encim, a ne? To je v bistvu čudežna raztopina, ki to se naredi, bo tudi tamle Miran povedal, če ga boste pol vprašali, da ne bomo zdaj, da nam dolgo vezla. Če imate kakšno zemljo, ki jo že dolgo niste obdelovali, pa jo zdaj želite, recimo tudi na vrtu to lahko naredite, s temi odpadnimi encimi lahko dejansko zemljo oživite. Jaz bom to letos naredila, ker imam en vrt, ki ga že dolgo časa nisem, tako da v bistvu vse te stvari lahko uporabljate. Plus tudi koloidno srebro lahko pač na tako zemljo majčkeno razredčite z vodo, zalijete in bo to veliko hitrejše zaživelo in boste imeli tudi hitrejše zelenjavo in bolj živo. Evo. No, obligacijski zakonik sem našla, sem imela shranjeno. 4. odsek, neveljavnost pogodb, ničnost in 86. člen v 1. odstavku govori sledeče. Pogodba, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, je nična, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru ne predpisuje kaj drugega. V 2. odstavku, če je sklenitev določene pogodbe prepovedana samo eni stranki, ostane pogodba v veljavi, razen če ni v zakonu za posamezen primer določeno kaj drugega, stranko, ki je prekršila zakonsko prepoved, pa zadenejo ustrezne posledice. Ta člen se nanaša na 16. člen Ustave v 2. odstavku, kjer je jasno navedeno, v katerih pogojih niso dovoljene kršitve človekove nedotakljivosti. In tole, kar so delali na cepilnih mestih, ko niso podali pojasnitvene dolžnosti, so kršili 86. člen obligacijskega zakonika. To si lahko zapišete, vkolikor imate koga, ki bo tožil državo zaradi nepojasnenih posledic apliciranja z vsebino nekega cepiva, ki se sploh ne ve, kaj je bilo noter. To velja za vse, ki so podpisali na cepilnem mestu, da soglašajo s cepljenjem in prevzemajo vse posledice. Tako. Ampak tisti, ki so podpisali, imajo neizpodbiten dokaz. V 87. členu istega zakonika posledice ničnosti, kaj pomeni? Če je pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je prejela na podlagi take pogodbe. Če to ni mogoče ali če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, pa mora dati ustrezno denarno nadomestilo po cenah v času, ko je izdana sodna odločba, razen če zakon ne določa kaj drugega. V 2. odstavku, če pa je bila pogodba nična zato, ker po svoji vsebini ali namenu nasprotuje temeljnim moralnim načelom, lahko sodišče v celoti ali deloma zavrne zahtevek nepoštene stranke za vrnitev tistega, kar je dala drugi stranki, pri odločanju pa upošteva sodišče poštenost ene oziroma obeh strank ter pomen ogroženih interesov. A ste razumeli, kaj to pomeni? Glejte, ta 2 člena se lahko uporabi zoper, se pravi, če bi slučajno vlada uspela spraviti skozi to represijo nad lastništvom tistih, ki so se dali cepiti, se pravi, nekako je prišlo v javnost, da naj bi cepljenim pobrali premoženje, ta 2 člena prideta v poštev tukaj, ker je bil nepošten namen prve stranke, ki je zahtevala cepljenje, napram tisti stranki, ki ni dobila pojasnitvene dolžnosti. Razumete zdaj? In če bo kdo imel probleme, ta 2 člena iz obligacijskega zakonika. Ste razumeli?
Bratje in sestre, a lahko malo počakamo, prosim. Stvar je sledeča. Ta trenutek je situacija taka, da parazitske strukture popolnoma obvladujejo situacijo. Ta trenutek nobeno sodišče, nobeno tožilstvo ne bo sprejelo ničesar od tega, kar piše v obligacijskem zakoniku. Kaj je na nas? Od nas, od vsakega, ki je tukaj in od vsakega, ker se to snema, ki bo to gledal, je odvisno, a bo obstajalo tožilstvo oziroma sodišče, ki bo lahko to, kar piše v zakoniku, tudi v praksi sami uvedlo. Ta trenutek se je potrebno zavedati, da je sodna veja tako imenovane oblasti samo podaljšana roka mafije, ki vlada Sloveniji. In situacija ni taka samo v Sloveniji, ampak povsod. Se pravi, je na nas, ajde imenujmo se ljudstvo ali pa vsak posameznik, odvisno, ali se bodo vzpostavili osnovni pogoji, da bodo začela sodišča delovati, da bodo začela tožilstva delovati. Da bi se pa to zgodilo, moramo mi biti tisti, ki jih bomo izbrali. Tako samo, da se zavedate, kakšna odgovornost je na nas. Ker v nasprotnem primeru bodo vse kazenske ovadbe in vse, kar je recimo upravičeno z tem zakonom, obstalo v predalih. Začnimo se združevati. Nismo samo mi tukaj. Imamo prasindikat, imamo staro vedsko skupnost. Če dalje več se ljudi organizira, če dalje več skupnosti in na nas, recimo, ajde, če se mi že okarakteriziramo kot ekipa, skupnost, karkoli, mi, ki smo zdaj tukaj, ne smemo biti izločevalni. Izločevalni moramo biti samo do tistih predstavnikov, ki predstavljajo sistem. Kajti samo en sovražnik je sistem. Vse politične partije, vse stranke, vsi politiki, vsi so na strani naših sovražnikov.